Zdravo! Ok, hec na stran. Danes se bomo pogovarjali o vzorcih. Najbolj očitna prednost njihove uporabe je seveda prihranek časa, a lahko z njimi dosežemo še marsikaj drugega. Matevž, pokaži nam vse, kar lahko ponuja vzorčenje geometrije. Pozdravljeni. Izdelava običajnega vzorca, pattern, je funkcionalnost, ki jo Creo uporabniki dobro poznate. Izberete enega ali grupo gradnikov, featurejev in jih razmnožite po modelu. V današnjem namigu meseca pa si bomo pogledali geometrijski vzorec. Ta omogoča, da na modelu enostavno razmnožite geometrijo. Geometrijski vzorec ponuja 5 različnih načinov izdelave. V prvem primeru nimamo na voljo gradnikov, imamo le uvoženo geometrijo. Geometrijo lahko enostavno izberemo z načinom Seed and Boundary. Ta je bila predstavljena v enem izmed predhodnih namigov meseca. Izberemo Geometry Pattern in izdelali bomo Direction Pattern. Na voljo so tudi ostali tipi, razen dimenzijskega in referenčnega. Za smer samega patterna bomo izbrali ravnino DTM1, izdelali bomo 5 članov z razmikom 100 mm. Geometrijski vzorec nam ponuja pregled samih referenc. Za zeleno so obarvane vse površine in pod Details lahko vidimo, da je teh površin 55. Pod Options lahko nastavimo način regeneracije vzorca. Tudi ta tema je bila predelana v enih izmed predhodnih namigov meseca. Pod Properties vzorec preimenujete. Dodatna možnost, ki je klasičen pattern nima, pa je tudi način izdelave, Creation Options. Izbirate lahko med 5 različnimi načini. Najprej si oglejmo možnost Replace. Program je v ozadju skopiral površine in jih 4-krat vzorčil. Začetno geometrijo skupaj imamo torej 5 enakih vzorcev. V samem patternu pa primarna geometrija ni vključena, tako da jo lahko uporabimo tudi za nadaljnje operacije. V drugem primeru je bila geometrija, ki jo želimo vzorčiti, izdelana z gradniki, extrudi, drafti, roundi in tako naprej. Tudi v tem primeru lahko uporabite geometrijski vzorec. Ponovno izberemo vso geometrijo, ravnino za smer in v drugem primeru bomo izbrali možnost Remove Material. Opazimo lahko, da je bila v vzorcih izdelana le geometrija, ki odvzema material iz osnovne plošče. Geometrija, ki dodaja material, torej tale ekstrud na levi, v vzorec ni bila vključena. Pokažimo še asociativnost. Spremenimo enega izmed gradnikov. Tako, in lahko vidimo, da se posodobitev takoj pojavi tudi na vseh ostalih vzorcih. Oglejmo si tretji primer. Tudi v tem primeru je bila geometrija, ki jo želimo vzorčiti, izdelana z gradniki. In ta je združena v grupi A. Izberem celotno grupo in geometrijski vzorec. V referencah lahko vidimo, da so bile izbrane vse površine celotne grupe A. Namesto površin celotne grupe lahko izberete posamezne površine, lahko izberete celotne bodije in tudi robove. V primeru izbire robov se bodo kopirale vse stične površine. S preview si te površine lahko ogledamo. V našem primeru želimo patternirati površine celotne grupe, zato pod References izberemo to grupo. Za način izdelave pa bomo izbrali tretjo možnost Fill with Solid. Še smer 5 in pa 100 mm. Opazimo lahko,
da je bila v vzorcih izdelana le geometrija, ki dodaja material. Geometrija, ki odvzema material iz osnovne plošče, ni bila vzorčena. Iz prvih 3 primerov lahko vidimo, da je replace vzorčil vso geometrijo. Remove samo odvzeto geometrijo. Fill pa le dodano geometrijo. Sedaj si pogledamo še 4. možnost. Izbrali bomo celotno geometrijo, ki jo želimo vzorčiti. Smer. In izberemo možnost copy. V tem primeru bomo le vzorčili površine. Za boljšo preglednost nastavimo transparentnost in to transparentnost še nekoliko povečajmo. Geometrijski vzorec je v tem primeru izdelal le kopije površin. Pri tem ni ne dodajal, niti odvzemal materiala. Niti ni površin solidificiral. In še 5. primer, v katerem si bomo pogledali možnost attach. Izberemo smer, število članov in način izdelave geometrijskega vzorca, opcija attach. Program je izdelal identično geometrijo, kot jo lahko vidimo pri možnosti replace. To je pričakovano, saj je geometrija osnovne plošče nespremenljiva, torej ravna površina. Katero možnost torej uporabiti? Replace ali attach? V primerih, ko imate nespremenljivo površino oziroma nespremenljivo geometrijo, uporabite možnost replace, saj je ta računsko manj zahtevna in tudi časi regeneracije bodo hitrejši. Možnost attach svoje funkcionalnosti jemlje iz fleksibilnega modeliranja in omogoča izdelavo geometrijskega vzorca tudi po spremenljivi površini. To si oglejmo še na zadnjem primeru. Vzorčili bomo geometrijo teh 2 ekstrudov. Ravnina DTM12 nam bo kazala smer in 9 vzorcev na vsakih 100 mm. Izbrali pa bomo možnost attach. Opazimo lahko, da se geometrija vzorcev prilagaja geometriji osnovne plošče. Na zadnjih 2 primerih si oglejmo še primerjavo med klasičnim in geometrijskim vzorcem pri hitrosti regeneracije in zasedenosti prostora na samem disku. Geometrija, ki jo vidite v grafičnem oknu, je bila izdelana z klasičnim vzorcem. Imamo 3 gradnike, ki so bili združeni v grupo in ta grupa je bila vzorčena. Vse skupaj 150 članov, na vsakih 25 mm en član. V tem primeru moramo počakati nekaj več kot 10 sekund, da je ta vzorec izdelan. V tem primeru pa imamo identično geometrijo izdelano z gradniki, vendar bomo tokrat uporabili geometrijski vzorec. Geometry pattern, izberem prvo smer, 15 vzorcev na vsakih 25 mm in izberem še referenco za drugo smer, jo obrnem 10 vzorcev na vsakih 25 mm. Glede na to, da imam ravno ploščo, lahko namesto opcije attach izberem opcijo replace. Geometrija je bila izdelana v manj kot 5 sekundah, torej smo prihranili več kot polovico časa pri sami regeneraciji oziroma izdelavi vzorca. Primerjamo še velikost samih modelov. Če kliknem na Open, lahko vidim velikost. Klasičen pattern zaseda 6 MB, medtem ko model z geometry patternom le 3 MB.
Geometrijski vzorec je torej uporaben v primerih, kadar želite razmnožiti več površin iz različnih gradnikov. Gradniki v modelnem drevesu niso zaporedni. Delate z uvoženimi modeli. Želite zmanjšati čas regeneracije vzorca in želite zmanjšati velikost prostora, ki ga zasede model na disku. V tokratnem namigu meseca smo si ogledali funkcionalnosti in prednosti geometrijskega vzorca Geometry Pattern. Hvala za vašo pozornost in lep dan še naprej.